Ko se rak razvije, opazimo hitro in nekontrolirano deljenje nezdravih celic. Električne sile znotraj celice so ključnega pomena za delitev celic, zaradi česar so hitro delujoče rakave celice ranljive na električne motnje. Tu nastopijo frekvenčna polja. Frekvenčna polja so električna polja, usklajena na določene frekvence, ki prekinjajo pogoje potrebne za delitev celic. Poglejmo, kako električna polja vplivajo na celice. Vse celice so obdane z dvojno lipidno membrano, ki ločuje notranjost celice, citoplazma, od prostora okoli nje. Ta membrana preprečuje vstop nizkofrekvenčnih električnih polj v celico. Frekvenčna polja pa imajo edinstveno frekvenčno območje med 100 in 500 kHz, kar omogoča električnemu polju, da se ustvari skozi membrano rakave celice. Ker se zdrave celice razlikujejo od rakavih v hitrosti delitve, geometriji in električnih lastnostih, se lahko frekvenca frekvenčnih polj natančno uskladi, da posebej vpliva na rakave celice, medtem ko na zdrave celice večinoma ne vpliva. Ne glede na to, ali so celice zdrave ali rakave, je proces delitve ali mitoze enak. Ko se mitoza začne, se nabiti proteini znotraj celice, mikrotubuli, oblikujejo v mitotično vreteno. Vreteno je zgrajeno na električnih interakcijah med njegovimi gradniki. Med delitvijo mitotično vreteno ločuje kromosome, ki jih vleče v nasprotnih smereh. Ko se začnejo oblikovati hčerinske celice, električno polarizirane molekule migrirajo proti sredini, da ustvarijo mitotično razcepljevalno brazdo. Brazda se skrči in dve hčerinski celici se ločita. Zdaj pa poglejmo isto delitev celice in si oglejmo, kako frekvenčna polja motijo te pogoje. Ko se frekvenčna polja ustvarjajo v delujoči rakavi celici, povzročijo, da se električno nabit protein uskladi z usmerjevalnimi silami, ki jih uporabi polje, kar preprečuje oblikovanje mitotičnega vretena. Električne sile prav tako prekinjajo migracijo ključnih proteinov do sredine celice, motijo oblikovanje mitotične razcepljevalne brazde, kar moti ključne procese mitoze in lahko vodi do smrti celice. Nadaljne raziskave po svetu širijo naše znanje o frekvenčnih poljih in upamo, da bodo še naprej vplivala na življenja bolnikov z rakom in njihove družine.